Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o tenisu v Idriji in moja današnja gostja sta Jaka Flajšaker, glavni trener, in pa Rebeka Gnezda, trenutno najboljša igralka idrijskega teniškega kluba. Lepo pozdravljena. Živijo. Pozdravljeni. Jaka, pa bi vas prosil za začetek nekaj besed o zgodovini idrijskega kluba, ki bo čez 2 leti praznoval 40-letnico delovanja. Ja, najprej hvala za povabilo v studio. Se pravi, prvi uradni začetki delovanja kluba segajo v november v leto 1983. Takrat sta bila Srečko Carli in Zlatko Horjob glavna pobudnika in koordinatorja skupine teniških navdušencev. V tem letu, ta leta takrat še nismo imeli v Idriji svojih igrišč, zato je vse potekalo v Črnem Vrhu nad Idrijo. Kasneje, leta 1989, pa se je s pomočjo takratne rotomatike današnje Idrije v Idriji zgradilo 2 peščeni igrišči. Zanimanje pa je postajalo vse večje, zato se je z leti zgradilo še dodatna 2 igrišča. Ampak verjetno bi pa še dodatna pridobitev pa postavitev balona, ki je omogočil treninge tudi preko zime. Ja, če se vrnemo malo nazaj, takrat je pod vodstvom, prvi začetki teniške šole so potekali pod vodstvom Srečka Carlija, usporedno pa so se tudi že domači trenerji izobraževali za voditelje oziroma trenerje tenisa. To so bili v takratnih časih Marko Fink, Slađan Jovanović, Bogata Igor, Istok Kacin. Tu so bili prav ti prvi začetki. Verjetno pa je velik napredek pomenilo dejstvo, da se je lahko postavilo balon in s tem omogočilo tudi treninge v zimskem času. Ja, res je, če se spomnim stvari malo za nazaj, ko sem še sam bil kot aktiven igralec. Na začetku smo trenirali v poletni sezoni normalno zunaj na peščenih igriščih. V zimskem času pa smo imeli zelo otežene treninge, ker pač nismo imeli pokritega balona oziroma pokritih igrišč. Zato so takrat potekali treningi v Modri dvorani v Idriji, kjer so naši starši in teniški zanesenjaki ponavadi v petek, ko so se končale aktivnosti v Modri dvorani, so se ti naši starši izbrali in so postavili tam 2 igrišča, sta bila taka kot na tepihu, kjer smo pol mi lahko za vikend normalno trenirali. Se pravi, smo imeli treninge sobota, nedelja znotraj dvorane, ostali termini so bili pa pač zakupljeni iz tale rekreacija, ki je bila takrat kar v velikem številu, kar je še danes. No, in danes imamo recimo teh članov preko 80. Najbolj poznano ime, ki je bilo kadarkoli nastopalo za teniški klub Kolektor Idrije, je nedvomno Aljaž Bedene, trenutno najboljši slovenski tenisač. Mogoče tudi kaj o tem obdobju. Se pravi, on je začel leta 1995, so se v klubu odločili, da bi dobili enega trenerja, da bi se profesionalno s tem probal ukvarjati. In pač to se je skazalo takrat za uspešna poteza. V tistih letih se treningi bistveno niso spremenili, tukaj od 95 do 98. Kot sem že prej rekel, smo trenirali v poletnih časih zunaj na igriščih, po zimi v Modri dvorani. Dodatno pa so bili organizirani še treningi v Ljubljani, kjer smo se mi kot igralci tork pa četrtek vozili vsak dan na Dolgi most in smo tam opravili 2 dodatna treninga med tednom. Najbolj uspešna leta so bila tam v sezoni 2005-2006. V vse te naše programe je bilo vključeno preko 140 mladih otrok oziroma igralcev in igralk. Danes je ta številka bistveno manjša, se pravi vseh članov, kot sem že omenil, je preko 80, od tega pa se v programe teniških treningov vključuje preko 30 otrok. Kot že omenjeno v uvodu, je trenutno najboljša igralka idrijskega kluba Rebeka Gnezda. Rebeka, pa me zanima, ste tudi sama začela svojo teniško pot preko te teniške šole v idrijskem klubu ali je bilo kaj drugega, kar vas je privabilo v ta šport?
Ja, tudi jaz sem začela tenis se pravi, v tem klubu. Ko sem jaz začela igrati, je bilo zelo veliko igralcev in sem na začetku treninge opravljala v telovadnici, v Modri dvorani in v telovadnici tukaj za gimnazijo. Kmalu pa sem se tudi jaz preselila na igrišča v Mejci in od takrat tam treniram. In trenirate tudi zelo uspešno, vaši rezultati so vedno boljši, pa nam lahko, prosim, zaupate nekaj več o svojih dosedanjih dosežkih. Za moj največji uspeh si štejem, da sem bila povabljena na Akademijo Novaka Djokovića kot perspektivna igralka. Na akademijo sem šla 3-krat. Tam sem trenirala, spoznala nove prijatelje, nove načine treninga, dobila neko dodatno znanje, motivacijo in mi je bilo zelo všeč. Drugače pa rezultati na turnirjih. Moj prvi večji rezultat je bil drugo mesto na Junior Openu v Kopru leta 2013 in od takrat sem nanizala kar nekaj lepih rezultatov, na katere sem ponosna. Imela ste tudi visoko uvrstitev na jakostni lestvici v kategoriji do 16 let. Ja, bila sem na 15. mestu. Sedaj ste sicer prestopila v starejšo kategorijo, se pravi do 18 let. Kakšne ambicije imate tuli, kakšne so želje v tej kategoriji? Moja želja je, da bi na koncu sezone prišla med najboljših 12 igralk. Začela bom sedaj, ko nisem trenirala 2 meseca, saj je bil klub zaprt zaradi situacije z koronavirusom. V prihodnje me čakajo nekateri turnirji. Računam bolj na poletno sezono. Ponavadi sem v najboljši formi tam konec avgusta, začetek septembra in upam, da mi uspe in da se čim bolje odrežem na turnirjih in da zaključim sezono na 12. mestu na lestvici in se udeležim tudi zaključnega Mastersa. Katera podlaga vam ustreza? Igrate samo na peščeni, igrate mogoče tudi na travnati ali pa mogoče na neki umetni podlagi? Na travi nisem igrala še nikoli, sem pa igrala tako na pesku in na tepihu in na hardu. Če moram izbrati, mi je najbolj všeč pesek, saj se lahko drsam in hitro pridem do žoge in mi je všeč. Jaka, mogoče par besed z vaših ust glede Rebekine kariere. Ja, mislim, skozi vsa leta tu ni sam treniranje tenisa, da biš tudi druge pomembne vrline za življenje, ne vem, samodisciplina, navajanje na te obveznosti, povezava med temi trenažnimi procesi pa šola, ko vemo, da ni enostavno, sploh ne zdaj v teh cajtih, ko ima je tu vse nadaljava prek Zooma, je še dodatno otežene so stvari pač, tako da je kar dobra v igri. Kaj ji napovedujete za prihodnost? Za prihodnost, no vem, daj se pogovarjajo, kako bi ona sploh rada, tu je tudi težko pri teh letih, zdaj, če nisi res usmerjen, pa da imaš točno jasen cilj. Ona pa moja bo zdaj trenirala, tukaj še cela srednja šola v našem teniškem klubu Kolektor Idrija, pa ima pa vse možnosti, naprimer, da gre na študij v ZDA, pa tam igra tenis, dober tenis še 4 leta in zraven naredi še univerza. Rebeka, so vaše želje usmerjene v to pot, katero je Jaka sedaj omenil? O šolanju v Ameriki sem že razmišljala, vendar nisem še odločena, bom videla sproti, kam me bo pot popeljala. Si pa želim v prihodnje postati tudi teniška trenerka in imeti svojo ekipo in varovance in z njimi nizati še nekatere uspehe. Jaka, omenili ste to srednjošolsko obdobje. To je prav obdobje, ko marsikateri tekmovalec tudi zaključi svojo športno pot in bilo je kar nekaj takih primerov perspektivnih tenisačev tudi v našem okolju, ki so potem predčasno opustili igranje tenisa.
Res je, velika večina, pa ne samo v našem okolju, tudi drugje po državi, po Sloveniji, je situacija podobna. Ne? Večina igralk in igralcev niha lih v tem obdobju, ko je prehod iz osnovne v srednja šola. Tudi sam sem takrat nehal trenirati, ampak jaz nisem imel toliko dobrih rezultatov, kot ti že prej omenjeni naši. No, iz našega kluba smo imeli polno državnih prvakov in prvakinj do 12 let, do 14 let, do 16, ampak so kljub tem dobrim rezultatom so pač odnehali in je zanimivo, da se pol niti se ne vrnejo nazaj na teniška igrišča, oziroma ne vsi, eni se, večina pa ne. Trenutno delo onemogočajo tudi ukrepi vezani na preprečevanje širjenja koronavirusa. Pa me zanima, kako se s tem spopadate v klubu? Zdaj, zadnjih 14 dni smo zopet lahko začeli trenirati normalno po programih in urnikih, ali ob določenih spoštovanju teh ukrepov. Se pravi, trenerji se moramo enkrat na teden testirati za tale COVID test. V balon moramo prehajati z maskami, iz balona odhajati z maskami, ki pa med samim trenažnim procesom pa tega ni potrebno. Mogoče pričakujete zaradi teh dejstev tudi upad pri številu otrok, ki bodo še sodelovali v šoli? Sam sem si mislil, da bo tako, ampak sem se zmotil, hvala Bogu. Se pravi, izostanek treningov letos je bil 5 mesecev, nismo trenirali v celem letu, se pravi, kar je tale korona. In prav zanimivo, zdaj 14 dni nazaj, ko smo lahko začeli zopet trenirati, so se po večino vsi vrnili nazaj na treninge, tako da pozitivno. Rebeka, najbrž ste tudi sama zelo pogrešala treninge v tem času. Kako ste skrbela za svojo pripravljenost? Vsaj za fizično kondicijo bi treba malce poskrbeti. Ja, veliko sem hodila v hribe, tekla, vaj za moč. Sploh, ko je bilo lepo vreme, sem z veseljem osvajala hribe in ja, stalno sem skrbela za kondicijo. Da zdaj, ko sem prišla nazaj na igrišče, sem dobro pripravljena in lahko mojo formo samo še stopnjujem. Kdaj vas čakajo prvi turnirji v tem letu? Prve turnirje se bom verjetno udeležila šele v poletni sezoni, ker nekaj igralcev je treniralo tudi zdaj ta čas, ko jaz nisem, in se bi rada dobro pripravila, da na turnirjih dosežem dobre rezultate, da pokažem, da znam dobro igrati in ja. Kaj je tisto, kar vas pri tenisu najbolj navdušuje? Všeč mi je, ko pridem na igrišče, lahko pozabim na vse, se osredotočim na igro, igram, se spotim, se utrudim in pridem domov in se dobro počutim. Kako bi povabila navdušence nad tenisom, da se pridružijo temu športu, s kakšnimi besedami? Rekla bi, da je fajn, zabavno, super, je pa trdo delo, disciplina in če imaš nek cilj in če želiš ta cilj doseči, se moraš na ta cilj osredotočiti in ja. Jaka, imate v svojem klubu dovolj takih igralcev, ki so osredotočeni na ta cilj in pripravljeni delati, žrtvovati dosti časa? Če pogledamo zdaj situacijo, imamo mi v klubu, se pravi, ona je najstarejša igralka, po malo medgeneracijskih lukenj, ki jih probamo zdaj počasi zakrpati, smo pa na dobri poti. Se pravi, vzemamo naše programe teniška šola, v kateri je ta prvi mini tenis, tukaj imamo prilagojeno igrišče, mehke žoge, manjše loparje, da je pač za otroke lažje tu skozi igra se navaditi. Druga skupina je midi tenis, je spet malo večje igrišče od tega mini tenisa, pa malo trše žoge. Pa do 10 let pa že igraje ta velik tenis s temi isto malo mehkejšimi žogami, do 11 pa do 12 pa pol že gremo počasi na te trde žoge, pa na večji loparje, tam 13 let pa že tale normalna loparka, da tukaj vidimo 300 gramski, za razliko od tistega minita tam, ki je 200 gramov težak.
Tako da pri teh igralcih najmlajših je tudi težko, tukaj je najbolj važno, da ostane v športu, da se vključijo noter, da se družijo s svojimi vrstniki. Pri teh letih je tu, mislim, še težko zahtevati ali pa pričakovati od enega, da bo imel take cilje. Sicer pa omogočate igranje tenisa tudi tistim, ki nimajo tekmovalnih ambicij, ampak predvsem si želijo rekreirati. Normalno imamo tudi skupina rekreacije, tukaj noter z tega se udeležujejo otroci od prvega do cela osnovna šola, kakšen tudi še iz srednje šole pride. Je pa ta program obiskuje tam 12 otrok. Imajo treninge, potekajo 2-krat na teden in tam je predvsem važno, da se navadijo teh osnovnih udarcev, da spoznajo tenis, pa da uživajo. Jaka Flajšaker in Rebeka Gnezda, hvala vama za obisk v našem studiu in pa želim vama, da bi se vajne želje vezane na tenis tudi uresničile. Hvala. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za ogled prispevka in pa vabeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.